Jaz sem Barba Štemberger Zupan, prihajam po rodu iz Kranja, živim v Šenčurju. Študirala sem pedagogiko in sociologijo, končala pa kot lončarka in keramičarka v svojem ateljeju kot samostojni podjetnik. Jaz sem Niko Zupan, porodu iz Kamnika. Jaz sem končal gimnazijo, srednjo šolo, potem sem šel pa za profesorja fizkulture, ampak v tem poslu nikoli nisem delal. Delal sem v zunanji trgovini, v špediciji, na koncu pa ob ženi končal v keramiki in lončarstvu, predvsem v keramiki, no, tako rečem. Jaz sem se z glino srečala že v otroštvu, ker se je mama ljubiteljsko ukvarjala z umetnostjo in se je srečevala tudi, tudi preizkušala se v gradnju, ne vem, lobanje, zelo kiparsko je delala in kot otrok sem rada delala z njo. Čeprav sem si celo življenje bolj predstavljala, da bi delala v lesu, ker je star oče bil kolar, naredil mi prve smučke, sanke, kot otrok sem spala na obljencih, zato ker so mi toliko dišali. Ampak ko sem pa odrasla, se spet srečala z glino, pa začela gnesti, pa videla, da je vsak prsten odtis enkraten, da je neponovljiv, da z glino res lahko dela vsak, me je pa res začel vleči v to. In ko sem naredila še tečaje lončarstva, ko sem videla, da kolikor truda vložim v svoje delo, toliko sadov poberem, me je pa to prevzel in takrat sem res želela ostati doma. Takrat sem bila sinova še majhna in sem delala takrat, ko nista bila doma, ko sta bila ali v šoli ali pa zvečer, ko sta zaspala. Ure in ure sem podirala, ker mi je mojster, ki me je učil, je rekel, da ta pravi lončar nikoli ne tehta gline, ampak zajame z roko kos gline in bo vedel, koliko veliko skledo bo naredil. In to sem se naučila. Ja, zdaj, zakaj keramika? Mislim, da je bila to pač neka logična posledica vsega tega, ne? Zdaj, če se bi ona najbolj začela ukvarjati s čim drugim, potem bi najbolj še v tem kontekstu tudi v tistem materialu sledil. V bistvu je potem, ko je Barba, ki je ostala doma, ne, in se odločila za to, jaz moram iskreno povedati, na začetku nisem bil najbolj navdušen kot mož, kako zdaj žena delala, ne, pa otroci so bili majhni, sinova. Imel sem solidno službo takrat in si jaz predstavljal kot gospod v obleki, da bom celo življenje tako v službo hodil. Ne. Ampak potem je pa vse skupaj res dobilo neko čisto drugačno dimenzijo in prehojena pot danes mi sigurno ni žal za minute, kar sem jo prehodil. Ne. Tako da glina je, ne vem, je medij, za moje pojme, ki še danes, če nekdo začne delati, pa bo čez 10 let lahko delal čisto nekaj drugega, pa bo delal popolnoma drugače kot kjerkoli. To, če gremo danes, ne vem, že na tečaju, ko vidiš, kad daš enako temo, isto stvar, enako stvar za narediti, potem jo vsak po svoje naredi. Ne. In to je ta izraznost, ta neki posebnost tega materiala, ne, ker je čist, vsak v roki se drugače obnaša. Ne.